Dober dan, lepo pozdravljeni v prostorih poslanske skupine Nova Slovenija. Danes vam bi rada na kratko predstavila, zakaj smo se v Novi Sloveniji odločili, da bomo sklicali nujno sejo odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gotovo, da vsi spremljate, kaj se dogaja s kmeti v Evropi, pa tudi pri nas doma v Sloveniji. Najprej moram z žalostjo ugotoviti, da je nova kmetijska ministrica že začela po starih in utečenih navadah te vlade oziroma predsednika vlade. Najprej posluša, nekaj obljubi, potem pa iz obljub nič. Torej, danes so žal odpovedali sestanek kmetom na Ministrstvu za finance, kjer so se želeli dejansko pogovarjati o zelo konkretnih njihovih zahtevah in seveda tudi o časovnici. Torej, od nasmeha je ostal zdaj grenak nasmeh, rezultatov tega pogovora pa v tem trenutku ni. Bojim se, da bo z takšnim odnosom slovenska vlada dejansko prisilila kmete, da bojo šli množično na ulice zahtevati svoje pravice. Mi smo si sklic zamislili tako, da bi opozorili najprej na kratkoročne, se pravi sedajne zahteve kmetov in seveda na drugi strani bi pogledali v prihodnost, to je v novo kmetijsko politiko, ki bo zelo drugačna, kot je sedanja, ker pač govorimo o trajnostnem kmetovanju. Najprej smo enega od sklepov oblikovali tako, da res pozivamo vlado, torej odločevalce, da resno upošteva zahteve kmetov in jim jasno pove, kaj lahko naredijo in jih ugotovi, kaj ne. Ker je pa najbolj pomembno, da jim pove časovnico, torej, ne da jih iz tedna v teden obljublja jim in jih s tem pravzaprav drži v nekem pričakovanju rešitev, ki jih ni od nikoder. In to res ni dobro. Ta vlada že ves čas svoj, kar je na oblasti, najde razlog, da kmete jezi, potem se pa čudi, ker so na ulicah in jih celo omejuje z določenimi ukrepi, ko ne smejo s traktorji recimo priti v Ljubljano. Torej, dolgoročno je pa tisto, kar se reče prilagoditev slovenskega in evropskega kmetijstva na zeleni prehod. Kmetje v Sloveniji in v Evropi se sprašujejo, ali da ali ne zeleni prehod. To je za nas zgrešeno vprašanje. Dejstvo je, da zaradi vsega, kar se je dogajalo v preteklosti, je zeleni prehod potreben in pomemben, vendar ne izključno na račun kmeta. Zato se moramo že zdaj pogovarjati dvoje. Ali je možno že sedanjo kmetijsko politiko, ki se izvaja od leta 23 do 27, vsako leto revidirati tako, da bo bliže kmetom, da bo usmerjena ciljno za kmeta, ne proti kmetom. Tisto, kar pa želimo opozoriti, pa je, da bo treba se pogovarjati za naslednjo finančno perspektivo, ker ni več vprašanje, ali bomo omejevali uporabo fitofarmacevtskih sredstev, ali bomo omejevali uporabo kemije. Dejstvo je, da smo 100 let po Evropi in tudi v Sloveniji kmete spodbujali k intenzivnemu kmetovanju. To pomeni k čim večji pridelavi hrane, da so prehranili narod. Pri tem pa so seveda uporabljali tudi veliko kemije. S tem bo treba prenehati. Vendar manj intenzivna proizvodnja pomeni za kmeta tudi izpad dohodka. In vse vlade in tudi Evropska komisija se bo morala vprašati, kako in s čim nadomestiti kmetu izpad dohodka, da bo še naprej kmetoval. Kajti, če tega ne naredimo, se bo lahko kmetijstvo skrčilo do te ravni, da ne bomo samooskrbni, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi, kar pomeni, da bomo odvisni
od drugih držav, kjer so standardi pridelave, predelave hrane popolnoma drugačni, torej nižji. Tega si ne smemo dovoliti, ker si tega tudi slovenski in evropski potrošnik ne zasluži. Zaradi tega pozivamo vse odločevalce, in o tem želim, da bomo govorili na odboru, da začnejo z dialogom. Ne da se pogovarjajo en mimo drugega, ampak da se usedejo za skupno mizo. Pri tem mislimo tako vse reprezentativne kmečke organizacije, kot tudi okoljske organizacije, kot tudi politiko in uradnike. Kajti sedaj tako tudi profesor Emil Erjavec, eden glavnih poznavalcev slovenskega kmetijstva, pravi, da vsak vpije v svojem mehurčku in dokler se ne bojo slišali, ne bo napredka. Morajo se slišati, razumeti in iskati rešitve. V Novi Sloveniji zato predlagamo, da se začne zdaj dialog. Kdo je tisti, ki mora kmete pozvati k dialogu? Politika. Kakšna mora biti ta politika? Ta politika mora vedeti, kaj hoče doseči, mora imeti vizijo, mora poznati slovensko kmetijstvo. In ta politika mora biti sposobna tudi v Evropski uniji zagovarjati slovensko kmetijstvo, ki je popolnoma drugačno od kmetijstva velikih evropskih držav. To se pravi, naša majhnost mora v kmetijstvu postati naša prednost. In mi si moramo izpogajati izjeme, zaradi katerih bo slovenski kmet, posebno male družinske kmetije, še vedno preživel in bo še vedno prideloval našo slovensko hrano. Zaradi tega pozivamo k pravočasnemu dialogu, da se ne bi spet znašli pred dilemami, kot so se znašli kmetje zdaj, na nekatere enostavno seveda niso imeli vpliva, kot je recimo draga cenovna politika reproduktivnega materiala, potem je bila seveda je vojna v Ukrajini in s tem se je precej zamajal določen trg, predvsem mesa in žit, na to seveda nimajo vpliva. Imamo pa vpliv na to, kakšen bo naš skupni zeleni prehod, da bomo na koncu vsi toliko zadovoljni, da bomo ohranili slovenskega in evropskega kmeta, da se bomo zavedali, da je treba varovati okolje in da bojo uradniki, to zadnje si pa res želim, pisali predpise, ki jih bo moč izvajati, ne pa na pamet. In s tem zaključujem. Takšen predpis je bila Evropska direktiva o prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Vsi si verjetno želimo čim manj uporabe škropiv, torej kemije, vendar na način, ki bo vzdržen za uporabnika, to se pravi za kmeta in na koncu tudi za potrošnika. In takšen predpis neživljenjski je k sreči zaradi enotnosti vseh držav Evropske unije in tukaj moram tudi našo državo pohvaliti in pogajalce, so dosegli, da ta direktiva je vsaj začasno umaknjena iz dnevnega reda. Torej, po naslednjih evropskih volitvah bo nova komisija dejansko določila smer kmetijstva in zelenega prehoda. Upam, da z roko v roki. Hvala lepa.